Evo, nova oddaja Moj odnos do zdravja. Tokrat s posebno gostjo, dr. Tino Prodnik, ki nam bo povedala. Lepo pozdravljeni. V oddaji bom povedala malo o moji poti, o hormonih, o spanju, o melatoninu in še veliko več. Poglejte, zato, ker izda skrivnosti dobrega spanca in še posebej mladostne kože in dobrega počutja. Drage gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli v oddaji Moj odnos do zdravja. Z vami sem dr. Neja Zupan, specialistka naravnega zdravljenja. Danes sem v goste povabila dr. Tino Prodnik, doktorico integrativne medicine. Že v mladosti je študirala medicinske vede, potem se usmerila v molekularno znanost in proučevala genetiko, potem pa skozi lastno izkušnjo z babico začela študirati integrativno medicino. In prišla do res izjemnih ugotovitev, tako da je ustanovila tudi svoje podjetje Vibrant Longevity. Dobrodošla, Tina, v oddaji. Hvala za povabilo. Midve se bova najprej dotaknili tistih tvojih začetkov. Kaj se je dogajalo v tvoji zgodovini, da si se začela usmerjati v naravne pristope k zdravljenju? Ja, v bistvu je že nekako tako, kot pogledam za nazaj, v bistvu sem že od otroštva nekako bila zelo, zelo povezana z naravo. In tudi v srednji šoli kot najstnica nisem nekako razumela, zakaj ljudje delajo stvari, ki jim nekako škodi, kar škodi njihovemu zdravju. Potem seveda sem se odločila tudi za molekularno biologijo in sem jaz razmišljala, zdaj genetika bo rešila vse, ko bomo ugotovili tisto bistvo celice in kako se razvija človeško telo. Ampak kasneje, tudi po delu v farmacevtski industriji, sem jaz s prvim otrokom v bistvu prišla nekako nazaj k naravi in sem začela raziskovati, kako z naravnimi pristopi pristopiti k zdravju tudi otrok in tako dalje. In seveda tukaj si ti že omenila mojo babico, ki je imela kronično obolenje, imela je diabetes in vse posledice od bolečin, nevropatije do srčnih infarktov in tako naprej. In takrat sem jaz rekla, ja, to moramo nekako preprečiti, jaz bom naredila čisto vse, da se to ne bi zgodilo, ne meni, tudi če bi lahko karkoli še pomagala babici. In tako sem začela se izobraževati v tej smeri, v integrativni naravni medicini, nato sem dodala funkcionalno medicino in hormone in tako dalje. In ja, tako se je zgodba nekako razvijala in pletla. Kaj je bilo mogoče tisto, kar si prav svojemu otroku želela pomagati, ker si rekla, da si takrat začela delati? Ja. Ker jaz vem, recimo, ko sem jaz imela hčerko, jaz sem že pred tem začela veliko stvari študirati in sem v bistvu njo vedno zdravila. Saj niti ni bila bolna, ampak tako, kot si ti rekla, preventivno sem delala vse energijske vaje, če je recimo se slabo počutila, če je jokala, če je karkoli se je dogajalo, sem jaz pristopila s tem, da sem uravnovesila energije na njej. In ona praktično od svojega 5. leta pa do 16. leta sploh ni imela izbrane zdravnice. Zato, ker smo se doma porihtali. Ja, kako je bilo pa pri tebi? Ja, pri meni je bilo tako, jaz sem že prej v 20-ih, ko sem bila, sem že zelo veliko tudi študirala herbelizem pa eterična olja. In tako da jaz sem to malo nazaj potegnila in šla malo bolj v globino takrat in tudi pri meni je bila hrana izredno pomembna, da ni toksinov, vemo, da smo preobremenjeni z toksini v današnjem okolju, in da ni pesticidov, herbicidov in tako dalje, da sem zmanjšala vse toksičnost v hiši, karkoli se je dalo, tudi s čistili in tako naprej.
In seveda uporabljala sem eterična olja, zelišča in tako dalje, karkoli so bili bolani, ali so bila ušesa, vnetje ušes in tako dalje. Tako da iz vseh strani sem nekako podpirala na ta način. In kako se je otrok odzival, kako se je tvoj sin odzival? Ti imaš enega sina. 3 otroke imam, 3 sine imam. Ja, 3 sinove? Ja. 3 sinove in ja, za njih je bilo to naravno, ker od rojstva, to so sprejeli vse, jejo vse, veliko zelenjave in vsega še zdaj, ker je bilo to za njih normalno. In tudi vsa eterična olja in tako naprej, ali sem kapljala po blazini, ali okoli ušes, ali ne vem, za pomiritev, proti vnetju, proti bakterijam, virusom in tako dalje. To je bilo za njih normalno, tako da se niso v bistvu nič kaj negativno odzivali na ničesar. Pri meni je hči, to je bila stara glih 5 let, pač malo je imela vročino in takrat, ki je imela vročino, takrat so bili potem sokovi, ki jih ni preveč rada uživala, pa tudi kakšni čaji, pa kaj tazga, kakšni dodatki, tudi, ko si rekla, eterična olja, masaže. No, in sem jaz pripravila sok rdeče pese. Pa je ona rekla, mami, jaz ne bom nikoli več zbolela, zato ker nočem več sok rdeče pese piti. No, in dejansko, kakšna moč misli. Absolutno. Dejansko ni bila po tistem 11 let bolna. Odlično. Ja, moč misli je izredna. Ja. Ja. Kako se programiramo, kaj verjamemo, kaj poslušamo, kaj čutimo, izredna moč misli. Ja, ja. Zdaj tvoji otroci prakticirajo še kakšne take stvari? Ja, zdaj so že kar najstniki, v bistvu vsi 3. V bistvu, ja, kar se tiče prehrane, absolutno, kakšne vitamine, vedno vse vzamejo, če je potrebno. Tako da ja. Pa poglejva zdaj še to primerjavo nazaj od takrat, preden si začela, pa do takrat, ko si pol res aktivno začela uporabljati vse te naravne pristope. Kaj se je v tebi spremenilo? Mogoče kakšne prepričanja, vrednote, identiteta? Ker jaz gledam svoj razvoj, ampak tudi od drugih, da ko spremenimo mi način delovanja, dojemanja sveta, se nam spremeni čisto vse. Ja, v bistvu, jaz celo, ko gledam nazaj, se mi zdi, da sem ko sem se tudi v Švico preselila in z otroci in ko sem začela to študirati, tako kot bi prišla nazaj na tisto mojo pravo dušno pot ali kako bi temu rekli. In v bistvu tu je toliko energije in mene so samo znanja zanimala, zato sem pobirala kot prava nabiralka znanja iz vseh strani. In v bistvu to je taka energija iz srca navzven in potem se ti kar prihajajo stvari enostavno v tvoje življenje in kar nekako se samo odvija. Tako da jaz sem dobila, kljub temu, da sem imela 3 otroke, sem bila utrujena večinoma časa sama z njimi, sem nekako vseeno imela to energijo, da se je to odvijalo. In jaz sem čutila v srcu, to je pravo. In sem samo dodajala in tako res tak zagon sem nekako imela. Ja. Veliko mam, zdaj, ko si omenila, veliko mam je precej utrujenih, ko ima otroke. Kaj si ti naredila? Ja, jaz sem bila tudi zelo izčrpana, ker nisem spala, ker so bili moji otroci zelo intenzivni in tako dalje in potem imaš enega, drugega in tretjega. In v bistvu tudi to je bil en razlog dodaten, ki sem jaz na začetku 30-ih recimo skoraj izgorela, ampak sem se ujela sama. In tudi to, ker nisem našla rešitve nikjer, na nekakšen način, sem še bolj globje študirala prav to, še funkcionalno medicino zraven in tako dalje. In to je bil še en boost, ki mi je pomagal razumeti, kako naše telo deluje, nadledvične žleze, hormonski sistem. Ja, ker to je zelo obremenjujoče ta del življenja, ko imamo majhne otroke. Sploh, če ni neke pomoči. Kako si pomagala? Kaj si naredila? Mogoče kakšen nasvet tudi za naše gledalke in gledalce?
Ja, jaz sem takrat res začela, da sem recimo, kako bi svoj kortizol uravnavala, ne? Da sem šla zjutraj na svetlobo čim hitreje, da sem pazila, da recimo po 10. uri nisem imela več računalnikov oziroma sem delala ta blokerje modre svetlobe. Očala. Ja, očala, tako. Potem, ko sem bila utrujena, nisem tako, ker jaz sem vse do konca, dokler že skoraj skupaj ne padeš, ne, da sem se tudi ulegla, ne, da bo že počakalo. Ne. Potem sem dodala kakšno rodiolo, omega-3 maščobne kisline, ne. Začela sem jogo malo bolj delati, ne, oziroma sem začela na tečaj hoditi, ne. Tako da takšne stvari, čisto enostavne, počasi, ker še v vsakem primeru nisem imela veliko časa še za kaj drugega. Ne. Drage gledalke, spoštovani gledalci, po oglasih pa nadaljujeva z najinim pogovorom. Veš, kako gre to? Omenila si, da si začela skrbeti za kortizol. Ti si postala v tem času specialistka tudi na področju hormonskih nihanj, skrbi za hormonsko ravnovesje v telesu. Kaj si ti takrat naredila za to, da si svoje hormone uravnovesila? Ja, moramo razumeti, ne, pri hormonih je takšna simfonija. Eden vpliva na drugega. V bistvu se pa začne vedno pri tem prvem hormonu, ki v bistvu ni spolni hormon, ampak je inzulin. In na to so stresni hormoni, kot je kortizol, potem pride ščitnica, potem pa pride estrogen, progesteron, ne, testosteron in vsi ostali hormoni. Zakaj? Zaradi tega, ker kadar nimamo ravnan krvni sladkor, to je pa spet hrana. Tako da sem absolutno začela paziti tudi pri hrani, da je nižji glikemični indeks, ker to vpliva na koncu na kortizol, na nadledvične žleze, na ščitnico in tudi na ravnovesje ostalih hormonov. Ne. In seveda kortizol je pa spet, lahko je previsok na začetku, ampak če dolgo časa smo zelo v intenzivnem stresu, kar je veliko mladih mamic in absolutno tudi vseh nas v sodobnem svetu, ne, ker delamo več stvari hkrati, se lahko zgodi, da na koncu kortizol se zniža in takrat pride do izgorelosti. Ker naravno je, da je kortizol zjutraj visok in potem počasi pada proti večeru, da se lahko lepo umirimo in zaspimo, da se melatonin, drugi hormon, začne sproščati in lahko dobro, kvalitetno spimo. Zato je tudi spanje tako pomembno. Ne? In če spanje ni kvalitetno, potem tudi zjutraj ni kortizol, adrenalin je previsok in spet vpliva na krvni sladkor in na ostale hormone. Na to pa so seveda še spolni hormoni, ki se potem nekako uravnajo. Seveda v katerem obdobju smo, ne? In zdaj mlade mamice ali pa ko pridemo recimo v 40. leta pred menopavzo in potem menopavzo, moramo takrat še toliko bolje delati na vseh teh nivojih, ki smo nekako omenile že, ne? To se pravi spanje, prehrana, gibanje, tudi uživanje dovolj kvalitetnih maščob, ki so prekurzorji hormonov, ne? Absolutno izredno pomembno. Ne? Tako da jaz sem nekako tisti čas začela počasi to zelo, zelo globoko študirati, sem pri dr. Hertogu naredila, pri A4M, ne, tudi v Ameriki in tudi pri naravni funkcionalni medicini, tako da sem resnično lahko videla široko sliko, ker je hormonski sistem lahko izredno, izredno kompleksen. Ne. Ja, hormonski sistem je vedno odziv na tisto, kar se nam noter dogaja, in če mi začnemo vse hormone umirjati s pomočjo različnih lahko tehnik, lahko prehrane, raznih dodatkov, potem gre veliko lažje naše življenje. Jaz vem, recimo mi kdaj moje stranke rečejo, ja, zjutraj zato, da dvignem nivo energije, pa pojem malo čokolade. Ja, ne vem, če je glih čokolada najboljši. In zdaj si raven ti potrdila, a ne, zjutraj
to, da nažgemo do konca naš inzulin, vse porušimo, ali pa tudi jaz učim pač moje stranke, tudi, da tudi kava ni ravno najboljš, zato ker pri kavi imam eno posebno zgodbo, da kava je tako kot, recimo, jaz pridem do tebe, pa ti prinesem, Tina, evo, tle imaš 10 000 evrov, pa jih lahko ponucaš kakorkoli hočeš, lahko greš na izobraževanje, lahko na počitnice, lahko si nekaj kupiš karkoli in greš in to seveda si privoščiš. Pa ti čez 3 mesece ugotoviš, da sem jaz ta denar vzela iz tvojega računa. Takrat je pa potem šok. Se pravi, za vse te hormonske viške mi plačujemo. Kako ti to vidiš? Ja, v bistvu ne. Recimo kava, kofein, recimo kava je dober antioksidant, tako kot zeleni čaj, čeprav zeleni čaj je še bolj dokazano, da lahko deluje antioksidantno tudi proti staranju. Ampak je resnično tako takrat, ko smo mi pod stresom in če še pijemo preveč kave, če že bi nekako se pri eni zadržala, absolutno spet vplivajo na adrenalne žleze, nadledvično žlezo in še več kortizola, še več adrenalina. In potem tudi, če kave pijemo pozno, je hkrati spanec ni dovolj učinkovit, dovolj dober. Tako da, ja, in tako kot si omenila, recimo zjutraj, kadar jemo, kadar se odločimo prekiniti nočni post, je zelo pomembno, ker če jemo takrat ogljikove hidrate z visokim glikemičnim indeksom, bo cel dan bomo utrujeni, bo cel dan krvni sladkor skakal. In zato je zelo pomembno, da se je in maščoba in proteini predvsem zjutraj, da je potem krvni sladkor lepo uravnan skozi dan in tudi več energije bo. Ja. Kako potem tvoj, recimo, prehranjevalni dan izgleda, tako povprečen? Ja, jaz v bistvu že kar dolgo časa prakticiram to časovno omejeno hranjenje, tako da jaz zjutraj ne jem, v bistvu pijem napitke, spijem kurkumo, ingver, aminokisline, da dobim tisto osnovo za gradnjo, da zaščitim svoje mišice, da dobim za nevrotransmiterje in tako dalje, za gradnjo telesa. Potem pa bom jaz spila kakšen ghee, napitek z ghee maslom, MCT oljem. V bistvu to še ne bo ustavilo, v bistvu bo telo še vedno razmišljalo, da je še v nekakšnem postu, zaradi tega, ker inzulin se ne bo dvignil. Potem ima pa kosilo, je vedno nekakšna zelenjava, solata, kakšni proteini ali kakšna jajca ali karkoli. In potem imam ponavadi še večerjo, ki je pa spet v glavnem zelenjava in tudi kakšni proteini. Nekako tako sem jaz se zdaj navadila in to meni odgovarja. Mogoče mora kdo malo drugače, spet odvisno, kje smo z zdravjem, ampak nekako je to moj dan, kar se tiče prehrane. Kdaj je tvoj zadnji čas, da ješ, preden greš spat? Ja, jaz vedno priporočam, da vsaj 3 ure pred spanjem ne jemo več. Tako da jaz ponavadi jem tam do 6. ure, 6., 7., odvisno kako in kje sem. Zaradi tega, ker če jemo preveč hrane, prvo tudi če preveč proteinov ni dobro prepozno jesti, ker ostanejo v želodcu in se ne prebavijo in tudi vplivajo na ščitnične hormone zjutraj. In seveda, če je preveč energije, ki jo takrat ne bomo več porabili, ti elektroni v mitohondrijih, ki nam dajejo energijo, v bistvu lahko poškodujejo same mitohondrije. Tako da tudi to ni najbolj optimalno. Tako da vsaj 3 ure pred spanjem. Ja, zelo zanimiva tudi ta kemična razlaga, zato ker jaz malo z drugega vidika gledam. Tam recimo ob 11. se začne, v 10., 11. se začne melatonin tvoriti, pa en tak višek je potem do 2, 3, ko se neha, ampak če imamo mi zvečer želodec poln
potem naši notranji organi delajo in rabijo poganjati, se pravi, se rabi cel sistem poganjati in ne moramo mi počivati. In če ne počivamo, se ves cikl prekine in mi zjutraj sploh nismo spočiti. Ja, cikel je izredno pomemben. Tako sem jaz prej omenila, da grem jaz zjutraj na svetlobo, ker v bistvu, kako se ti bo sproščal melatonin, je v bistvu, koliko boš ti modre svetlobe dobil zjutraj v oči in se bo v bistvu serotonin začel tvoriti in iz serotonina se bo potem začel tvoriti melatonin. Tako da, ja, in tudi naš mikrobiom ima svoj bioritem in če tudi tega ne upoštevamo, tudi tukaj lahko nastanejo problemi. Tako da je izredno dobro, da to upoštevamo. Ja, v tem svetu je veliko priložnosti za popraviti kakšne stvari. Ja. To je odlično, ker vedno lahko optimiziramo še nekaj in se potem boljše počutimo. Dragi gledalke, spoštovani gledalci, po oglasih bova midve nadaljevali z najinim pogovorom, med tem časom pa si lahko ogledate moje darilo za vas, moč moje energije, ki ga prevzamete, darilo prevzamete na www.bisernica.si/darilo. Se vidimo po oglasih. Rekla si, kako zelo je pomemben, da že zjutraj gre človek na sonce, sprejme to modro svetlobo, da se tvori serotonin in ta serotonin se potem pretvori v melatonin in mi lahko spimo, se regeneriramo, ker melatonin je eden izmed najbolj pomembnih hormonov. Ampak kako pa ti gledaš na to? Nekateri ljudje pravijo, da so nočne ptice. Jaz pač gledam na to, da so malo izgubili stik s svojo naravo in pri nas, mi smo kot ljudje, smo tisti, ki moramo ponoči spati, zato da se ravno ta regeneracija lahko dogaja. Pa še tebe vprašam, kako ti na to gledaš. Ja, tako kot sem tudi prej omenila, kaj sem jaz naredila, da sem ugasnila računalnike oziroma da sem si dala ta očala, ki blokirajo modro svetlobo. Ker če to imamo zvečer, če delamo preveč za računalnikom ali pa gledamo telefone, se lahko zgodi, ker tukaj je veliko modre svetlobe in to ustavi produkcijo melatonina in to je še eden razlog, morajo imeti zjutraj, ampak naravno, ki je bolj zbalansirana, uravnotežena, ampak ne zvečer. Nekateri, ki so bolj aktivni lahko po noči oziroma popoldan, je lahko tudi malo povezano z kortizolom, da ni optimalno, da deluje, recimo, da si cel dan malo utrujen in potem se zbudiš zvečer. To je ena stvar. Druga stvar pa so bile študije narejene tudi pri ljudeh, ki naj bi bili nočni tipi oziroma in se je pokazalo, da tudi pri njih, če je spanec pred polnočjo, so naslednji dan veliko boljši, veliko bolj podprti, se veliko boljše počutijo, tudi ti. Tako da moramo vedeti, da smo narejeni, da spimo po noči in je to izredno pomembno in podporno za regeneracijo telesa, proti staranju, za hormone, za uravnotežje hormonov, kot sva že prej povedali, za vse. Zdaj sem tako zelo dobro besedo uporabila, proti staranju. Toliko imajo enih teh umetnih vsadkov, teh špricajo noter umetne, da se lička povečajo, ampak poglej, zdaj si rekla, se pravi, če so hormoni, če poenostavim, če so hormoni v ravnovesju, je staranje zelo počasno. Ja, v bistvu imamo kar močno moč tukaj, in v bistvu jaz vedno pravim, lepota, energija, vse izvira od znotraj
da ni velikega vnetja v telesu, da je dovolj antioksidantov, spet s hrano, s kakšnimi vitamini, da v bistvu to ne vpliva na naš dedni material, da ga poškoduje celice in mitohondrije, ki nam dajejo energijo, ne? In seveda, da so hormoni naši uravnani. Je pa malo izziv, seveda, ko pridemo v 40 ali pred menopavzo in menopavzo, ampak absolutno ne, vse to vpliva na staranje. Sladkor ne, vpliva na kožo, na naše žile, na naše oči, ne, da nekako poškoduje, tako kot crème brûlée, ne vem, kako bi slovensko rekla, ne, tako kot zapeče, postanejo koža bolj otrdela, ne, tako tudi naše žile. Tako da tukaj izredno moramo paziti. Seveda tudi lepotni spanec, ne, je izredno pomemben, spet zaradi vseh razlogov, ki sva jih prej povedali. In ja, če na vseh teh nivojih delamo, lahko resnično podaljšamo to našo vibrantnost, vitalnost in ta za biološko starost, ne, v bistvu malo podaljšamo na koncu. No. Zato izgledaš tako mlada. Ja, hvala. Ja, ker delaš tisto, kar govoriš. Ja, to je pa res, ja. Ja. In imaš svoje podjetje, ja. Vibrant Longevity. Tako. Kako si to v svoje znanje zdaj prelevila v svoje podjetje? Vem, da delaš v Švici, v Sloveniji, v ZDA, skratka, hodiš po konferencah, malo te spremljam po Facebooku, po socialnih omrežjih, malo tukaj, malo tam. Kako to daš vse skupaj, da lahko tudi svoje stranke podpreš, opolnomočiš? Ja, v bistvu se je tako začelo že pred covidom, so mene malo povabili, da bi naredili eno skupino in jaz sem veliko učila v tej skupini, ta inštitut Vibrant Longevity, Facebook skupini, ki je še zdaj odprta za vse, kdo hoče priti. In tam smo veliko delali. Prvo so me malo povabili na lepoto, na kožo, na hormone, ampak moja strast je bila takrat še vseeno, ker sem verjela, proti staranju jaz niti rada ne govorim, za dolgoživost, ne, in vitalno dolgoživost, sem jaz že vedno čutila, da je potrebno preprečevati kronična obolenja, zmanjšati vnetja, ne, in potem je posledica lepša koža, mladostnejši videz, več energije. In v bistvu, ko sem videla, da ljudje začelo to zanimati, sem jaz prišla še enkrat na tisto mojo, sem dobila še več energije in sem o tem zelo veliko učila. No, kasneje je pa, mene so že takrat prosili, naj nekaj naredim, ne, kakšno platformo, seveda jaz sama to ne morem. In potem so počasi prihajali ljudje v moje življenje, ker kot smo prej rekli, ko si na svoji poti, vedno pridejo pravi ljudje, prave situacije in smo ustanovili podjetje Vibrant Longevity, ki pa združuje izobraževanje, akademijo, ker jaz verjamem, da brez znanja, da vemo zakaj in kako narediti določene stvari, je vse ostalo, karkoli dodajamo in da nima tolike vrednosti oziroma ni takšnega učinka, da začnemo spreminjati, da se naučimo, kje lahko spreminjamo, kako s prehrano, kako s hormoni in tako dalje. No, in potem sem tudi jaz, meni je nutriceutika že zelo blizu, že raziskujem več kot 20 let, tako da sem razvila določene produkte, ki jih pač nisem našla na trgu na takšen način, da so res čisti, brez nepotrebnih dodatkov, prave učinkovine, tako da smo še to začeli počasi dodajati na trg, seveda bo še prišla tehnologija in tako naprej, ker jaz resnično verjamem, da je to vibrantno zdravje, moramo gledati, da pridemo do tega, gledati na človeka kot celoto, to se pravi fizično, mentalno, čustveno, energijsko, ne, tudi duhovno, ko je to vse uravnano, takrat smo na pravi poti do tistega pravega zdravja, ko leta tečejo. Ja, mi je všeč, da to razmišljanje in zelo blizu mi je, da
mi ne odpravljamo posledice, ampak se ukvarjamo s korenino problema. In korenina pri staranju so vnetja, je stres, je neravnovesje v hormonih in posledica je potem koža, kakršna je. Se pravi, če mi tukaj na tej strani uredimo spanec, prehrano, notranji mir, meditiramo, naredimo jogo, potem bo posledica, da se bo naša koža začela kar sama od sebe regenerirati. Absolutno. Ja, jaz to veliko učim tudi skozi mojo akademijo, jaz imam posebne vaje, Ivitalis vaje, ki izhajajo iz kitajske tradicionalne medicine, ampak zraven dajem še noter tudi iz ajurvede veliko znanja in je točno isto. Se pravi, ko uredimo osnove, je tukaj rezultat. Ja, in tukaj se začnejo preprečevati tudi kronična obolenja, ki ubijajo največ ljudi in skrajšujejo življenjsko dobo. In tukaj je bogastvo in imamo to moč, da spremenimo. Moramo vzeti odgovornost v svoje roke in narediti nekaj. In vem, da so koraki včasih težki, ker so odvisnosti od hrane, dejstvo je, to je zelo raziskano. In potrebujemo malo pomoč, zato to, ko ti delaš nekaj, mi tudi v akademiji, da z energijo pomagamo in skupaj spremenimo nekaj in v bistvu so rezultati fenomenalni. Mogoče samo za zaključek še en kratek nasvet za naše gledalke in gledalce. Ja, v bistvu, tako kot sem že rekla, vzamite odgovornost za svoje zdravje v svoje roke. Ni težko, mogoče izgleda prvi korak težek in ni pomembno, kje začnete. Ali je to pri meditaciji, ali prehrani, ali pri gibanju. Eno z drugim bo pomagalo, da se začne kolo vrteti v pravo smer in boste lahko inkorporirali čisto vse za podporo zdravja v svoje življenje. In tako kot si že ti rekla, pomen misli je izredno pomemben. Kaj verjamemo, koga poslušamo, kaj čutimo, vse to se odraža na našem življenju. Tako da, malo za razmislek. Hvala, Tina, za tvoj obisk v studiu, v naši oddaji Moj odnos do zdravja. Vas gledalce in gledalke pa vabim, da na www.bisernica.si prevzamete darilo, ki sem ga pripravila za vas, moč tvoje energije. In se vidimo v prihodnjih oddajah Moj odnos do zdravja. Lepo pozdravljeni.